Lepo pozdravljeni na večernem dogodku današnjega dne in sicer komentarju filma Nahrani me z besedami, v katerem bosta sodelovala režiser filma Martin Turk ter filozof dr. Ernest Ženko. Naj se v imenu organizacijske skupine Tedna možganov in sinapse Slovenskega društva za nevroznanost zahvalim Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ARRS, Federacije evropskih nevroznanstvenih združenj FENS, Fundaciji Dana, Metalka mediji, Rošeju, Adria Labu in drugim sponzorjem in donatorjem, ki so nam omogočili organizacijo letošnjega Tedna možganov 2021 ter gosti za sprejem povabila. Naj vas povabim, da nas spremljate tudi na naših socialnih omrežjih, Facebook, LinkedIn in Twitter. Prijavite se lahko tudi na novičnik Tedna možganov in sinapse. Link do prijave pa je dostopen v opisu dogodka pod videom na YouTubu in na obeh podstraneh kanala 1 in kanala 2, kjer se predvajajo predavanja ter komentarji filmov. Tu boste našli tudi povezavo, preko katere nas lahko podprete z donacijo, za katero vam bomo zelo hvaležni. Preden začnemo, naj vas še opomnim, da je zadnjih nekaj minut namenjeno odgovarjanju na vprašanja. Vprašanja lahko postavite prek aplikacije Slido, katere link se nahaja v opisu YouTube videa in pa tudi na naši spletni strani na podstraneh kanala 1 in kanala 2. Zdaj pa mislim, da ste se nam pridružila tudi današnja gostja. Pozdravljena. Lepo pozdravljeni. Martin Turk, ste tudi vi z nami? Mislim, da imamo malo tehničnih težav, bomo še malo počakali, da pride še Martin Turk, pa se vam oglasimo. Pozdravljeni, Martin, zdaj pa mislim, da ste z nami. Zdaj smo. Okej, super. Neke težave imam tehnične, me že 3-krat zaprlo, sem že bil v čakalni vrsti, pa me ven vrglo. Okej, ni problema, upam, da bo zdaj vse v redu. Pa bi pa mogoče kar začeli, bi vam postavila prvo vprašanje in sicer bi začeli čisto na začetku, z naslovom filma in sicer Nahrani besede. Jaz vas slabo slišim, imamo malo težave. Malo sva jo izgubila, ne? Ja, mislim, meni je zmrznila, je? Okej. Že takoj me je, smo nazaj? Me slišite? Ja, jaz slišim, ja, zdaj ja, me se nekaj zmrznilo. Okej, super. Torej, moje vprašanje je v bistvu, zakaj takšen naslov? Pa kaj v bistvu predstavlja? Ker mislim, da si ga lahko interpretiramo na več različnih načinov. V bistvu je bilo, naslov je povezan z idejo, ki je nastala za film, ker v bistvu jaz sem sanjal eno sceno, v bistvu sem sanjal neko osebo, ki enega klovšarja, enega brezdomca sprašuje, da mu razkrije neko resnico, ker takrat nisem še vedel točno kaj in v bistvu je bilo iz tega potem Nahrani me z besedami, povej mi, razodeni mi neke stvari, ki jaz še ne vem. Tako, to je bil naslov, pa potem povezan z eno pesmijo od skupine My Bloody Valentine, ki je bil Feed Me With Your Kiss. In v bistvu pol je bilo za nekako sem spremenil, pa sem pol Feed Me With Your Words. Tako da v bistvu iz neke angleške, ampak
se mi je zdelo, da potem ta naslov tudi povezuje vse like, vse zgodbe, ker vsaki glavni lik iz treh zgodb sprašuje nekega drugega za neke informacije, za neko razodetje. Super, hvala, zanimivo. Ženko, imate mogoče še vi kaj za dodati? Kako ste se vi mogoče predstavljali ta naslov? Ja, zdaj naslov načeloma, vsaj v teoriji, ima določen namen, in to je, da ustavi drsenje pomena, ne? Se pravi, tisto, kar mi vidimo, kar mi slišimo, moramo povezati v neko celoto in dati temu nek smisel, ne? In naslov pač to lepo zaokroži. Zdaj, ta naslov seveda, glede na teme, ki so prisotne in ki so povezane recimo s krščanstvom, najdemo celo vrsto stvari, ki jih lahko recimo v interpretaciji na to navežemo, ne? Od molitve, kjer pač kristjani molijo z besedami, daj nam danes naš vsakdanji kruh, ne? Se pravi, ta vsakdanji kruh so tukaj zdaj ne kruh, ampak besede, ne? Vemo tudi, pač gre za iskanje Kristusa, ki je ljudi nahranil s kruhom in ribami, tukaj pač jih nahrani z besedami. Tako da cela vrsta stvari, ki bi jih lahko še našli, ki so zelo zanimive, no, meni so se zdele, recimo oče, ki je Janezov evangelij se začne s tem, da pač je v začetku bila beseda, ki je bila pri Bogu, in Bog je bila beseda, ali beseda je bila Bog, ne? Se pravi, to iskanje te besede, tudi tema, ki se povezuje z nekim zlomom komuniciranja, vse to pravzaprav ta naslov izraža, tako da se mi zdi, da zelo dobro zaokroži to celoto filma. Je pa, če lahko dodam en moj redni način dela, da jaz v bistvu izberem naslov takoj na začetku, preden sploh začnem pisati scenarij, ko imam prve ideje, ker se mi zdi, da naslov je to, kar me vodi, ne? Nekako tako, kot je rekel gospod Ženko, ne? Da v bistvu je ta neko vodilo, neka stvar, ki zaokroži in nekako pelje cel tok zgodbe, ne? Zanimivo. Ja, zdaj ste nekaj že povedali o naslovu, pa gospod Martin, nekaj ste že povedali, kako ste dobili idejo, ampak mogoče, če poveste še malo, je tako, ste rabili dlje časa, da ste jo izoblikovali, je to prišlo tako naenkrat? Kako točno je bilo to? Jaz imam navado, da pač imam polno zvezkov s polno idej in pač recimo to sliko, ki sem jo sanjal, sem si potem zapisal in nekako veš, da je nekaj je dobro, ko ti ne da mira in se vračaš, ne? In potem začneš razmišljati, ja, pa zakaj ta lik je tam, zakaj ta lik hoče nekaj od tega brezdomca, in potem začneš graditi in razmišljaš, kaj bi lahko bilo, in tako da v bistvu je potem nastala počasi, tako da kar se razvijalo, kar nekaj let, no, tako da mislim, ponavadi vsi moji scenariji nastajajo 4-5 let, ne, mislim, da na zadnji film celo 7 let, tako da je to, zgodbe se gradijo počasi, ne, in od te prve ideje potem res trajajo leta, da v bistvu zgradiš to, kar je potem osnova za pravi film. Pa če gremo mogoče malo na vsebino, zgodba je v bistvu razdeljena v 3 dele, ne? Nekako v 3 vidike. Prvemu naslov iskanje preteklosti, drugemu izgubljanje sedanjosti, zadnjemu pa odkrivanje prihodnosti. Zakaj mogoče taka razdelitev pa taki naslovi? Kaj ste s tem želeli povedati, doseči? Pa kakšen učinek ima mogoče na gledalce, da je film tako razdeljen? Moja glavna ideja je v bistvu, da povem zgodbo, ampak s 3 zornih kotov, 3 skupin ljudi, glavni lik, ampak bi več glavnih likov. In želja moja je bila, da tudi z načinom naracije, da v bistvu povemo te zgodbe z različnih vidikov, z različnim načinom, ne, vsak del je posnet na drugačen način, ima drugačno atmosfero, ima drugačno glasbo, tako da v bistvu sem si želel nek pogled na neko stvar in vsak doživlja to na drugačen način. Tako v prvem delu sta v bistvu oče pa sin, ki iščeta sedanjost, kaj se je zgodilo z izginulim sinom, bratom,
V drugem delu je neka povezanost s preteklostjo, v bistvu imamo to babico, ki je živi v preteklosti in se sooča s to neko sedanjostjo. V tretji zgodbi imamo tega izgubljenega sina, ki gleda v prihodnost, ki hoče vedeti, kaj ga čaka v prihodnosti. Tako da v bistvu te neki stavki so nekako tudi neko vodilo, ki se mi je zdelo, da je bilo potrebno. Tako, mislim, nastali so kasneje, niso bili mišljeni na začetku. Najprej sem mislil, da bo samo imena likov, kot recimo ta prelomni del, ki vodi v zgodbo, ampak potem sem se odločil, da nekako razdeli na sedanjost, preteklost in prihodnost. Gospod Ženko, imate mogoče vi kaj za dodati tukaj? Ja, mislim, marsikaj lahko tukaj dodamo. Mogoče bi najprej bilo treba reči, da ta film pravzaprav je precejšnja uganka. V bistvu ponuja veliko gradiva za možgane, se pravi, zato ker lepo sodi v teden možganov. Tisto, kar je meni prišlo na misel tukaj, je spet iz nekega bolj filozofskega oziroma tudi psihološkega konteksta, namreč tukaj gre hkrati za neko sinhronost, se pravi, 3 zgodbe hkrati potekajo, po drugi strani pa, če beremo te naslove, pa je vsak od teh delov postavljen ali v preteklost, ali v sedanjost, ali v prihodnost. In to, kar je meni bilo recimo zanimivo pri Svetem Avguštinu, ki je pač, vsaj nekateri tako menijo, prvi psiholog, ki prvi pravzaprav postavi stvari v dušo, on tudi čas postavi v dušo. On začne svojo razpravo z vprašanjem o času in pravi, če me nihče ne vpraša, dobro vem, kaj je čas. Ko me pa kdo vpraša, potem pa je težava. In ta čas on razume pravzaprav tako, da mi hkrati nosimo v istem trenutku preteklost, sedanjost in prihodnost. Preteklost kot nekaj, kar je bilo, se pravi kot spomin, sedanjost kot soočenje z neko situacijo, v kateri smo, in prihodnost kot pričakovanje. In pravzaprav ta vidik, da zdaj imamo hkrati vse 3 vidike časovnosti na nek način prisotne, se meni nekako, oziroma se mi je pri ogledu filma, pri drugem ogledu, ker pač film je uganka, sem moral gledati večkrat, drugič, pravzaprav se mi je vzpostavila takšna povezava. Se pravi, hkrati je sinhrono, ampak po drugi strani ta sinhronost je spet v neki obliki časovnosti. Se pravi, če pogledamo, kaj čas za nas pomeni, dejansko pravzaprav nimamo več dostopa do tega, kar je bilo. Se pravi, ta del, ki v filmu, recimo bi lahko rekli, da je oidipolski, freudovski, psihoanalitičen, se pravi, ta spopad med očetom in sinom, ki na nek način je odgovor na določena pretekla dejanja ali pa potem pogled na prihodnost, pravzaprav to je vse hkrati tukaj. In ne samo za film, ampak tudi za nas. Zdaj, kar pa se tiče teh mednaslovov, ki, kot pravi režiser, so bili dodani kasneje, pa seveda za gledalca, jaz tukaj pač sem v poziciji gledalca in jaz sem gledal drugačen film, kot ga je gledal režiser, pravzaprav moram na nek način, ko pač film prvič vidim, ugotoviti, zakaj gre. In ko ugotovim, da na nek način stvari tečejo še enkrat znova, mi pravzaprav ta naslov pomaga. Se pravi, predstavlja mejo med enim in drugim delom, ki verjetno v drugačnem prikazu ali pa na drugačen način, se pravi zgolj z nekimi sredstvi filma, bi bilo mogoče težje izvesti. Se pravi, to po moje gledalcu precej pomaga. Se pravi, da loči te dele med seboj in spet vzpostavi nek smisel. Se pravi, da pravzaprav ti 3 deli potem nosijo nek smisel in na koncu spet, lahko rečemo, imamo neko celoto. Super, hvala vam še za ta vidik. Film pa v bistvu se v veliki meri dotakne tudi odnosov, predvsem teh oddaljenih. In me zanima v bistvu, kaj človeka nekako pripravi do tega, da je z nekom ponovno pripravljen vzpostaviti stik, kakor vidimo v filmu, med recimo očetom in sinom. Jaz moram priznati, da sem gledam na neko svojo filmografijo, na dela, ki sem naredil, sem opazil, mogoče tudi, ko sem delal, sem precej nezavedno opazil, da se v glavnem ukvarjam z odnosi v družini. To je to, kar me zanima, raziskujem, recimo, da v nekaterih delih sem se več ukvarjal z odnosi med mlajšo generacijo, nekaterih med starejšo. Tako da
zanimalo me je raziskovanje teh odnosov, malo tudi iz vidika, da sem pač potem počasi ustavljal neke odnose, ki sem jih jaz doživel, ne. Recimo se mi zdi, da zdaj, tako kot ponavadi delam, ne, v bistvu zdaj analiziram za nazaj, ne, in je nezavedno, ne, v bistvu neke odnose, ki sem videl pri mojem očetu in njegovem očetu, ne, tako da sta ta prva zgodba neki odnosi, ki so bili tam prisotni, ne, tako da je neka mogoče analiza svoje družine je nezavedno postavljena v sam film, ne. In se mi je zdelo zanimivo to, ko so pač ta situacija, ko si prisiljen nekaj reševati in obenem, ko rešuješ, razčiščuješ, ne, in to mi je bilo pomembno, predvsem pri prvi zgodbi. Tako da tu je bila, ne, ampak tako kot sem prej omenil, dostikrat jaz ene stvari pišem in razmišljam nezavedno, ne, ni to, zdaj grem za to, ne, ker to hočem narediti, ampak včasih štartam z neke točke in potem pišeš in potem kasneje, ko si napisal, začneš razmišljati in potem tudi nadgrajevati, dograditi. Doktor Žinka, kako ste mogoče vi dojemali te odnose v filmu? Te odnose v filmu? Ja, zdaj pravzaprav je tako, ne. Nekateri odnosi so mi bili bližje kot drugi odnosi. Zaradi tega, ker recimo jaz tukaj nastopam kot oče in kot sin, ne. Tako da recimo prvi del mi je bil zelo blizu in tudi se mi zdi, da je ta odnos bil izjemno dobro odigran, ne. Se pravi, izjemno dobro prikazan. Medtem ko recimo nikoli nisem bil mama in tudi ne bom, ne. Se pravi, zaradi tega recimo v drugem delu razumem ta drugi del na podlagi izkušenj z drugimi, na podlagi zrcaljenja drugih odnosov, ampak jaz pravzaprav se v vlogo pač, ki je prikazana tam, ne morem nekako postaviti, ne morem se identificirati, ne. Tako da v tem smislu obstajajo pač določene razlike med deli in tudi razumevanjem oziroma doživljanjem teh delov, ali iz prve roke ali pa pravzaprav ne, ne. Tako da to se mi zdi zelo pomembna razlika, ne. Se pravi, v tem delu, kjer jaz lahko rečem, da imam neke izkušnje, bi ta del oziroma sem ta del razumel kot zelo dober prikaz odnosa na tej ravni, ne. Se pravi, odnosa, ki ga verjetno srečamo lahko tudi kot neke vrste arhetipski odnos, ne. Vsaj v nekem smislu, ne. Tako da zdaj na začetku je bilo vprašanje, zakaj se recimo spet lotimo iskati nekega stika, zakaj se spet lotimo komunicirati. Jaz mislim, da zdaj ta situacija, v kateri smo, zaradi česar tudi imamo teden možganov prek Zooma, ne, in YouTubea, tudi kaže na to, da pač krizna situacija, recimo takšen primer, ne, se pravi, težave, ki jih ne moremo rešiti drugače kot skozi komuniciranje, ne, se pravi, določena situacija, ki zahteva pravzaprav nek drugačen pogled, neko drugačno rešitev, nas včasih pelje tudi v to, da pač poiščemo neke ljudi, s katerimi dolgo nismo bili v stiku, ne, in tega tudi na osebni ravni sem doživel veliko v tem času, ne, se pravi, povezali smo se ljudje, ki prej pač nismo imeli take potrebe, ne, se pravi, zaradi tega, ker pač smo socialna bitja, ne. Če lahko dodam, ne, je res, da se mi zdi, da tudi, ne, ideja je bila na začetku tega filma, je, da pač družina, ki je oddaljena in ima težave s komuniciranjem, ne zgodi se nekaj, ne, tako kot se v tem času zgodila ta korona, se v filmu zgodi en dogodek, ki prisili v bistvu, da se ljudje spet navežejo nek stik, ne, in potem omogoča, da se ne stvari razvijajo in se mi zdi, da to so ti trenutki, ki omogočajo tudi, da neka družina napreduje, se razvije in ojača, ne. Je pa, če se še na eno stvar navežem, je zanimivo, da gledalci, ker so pa 3 deli in so precej različni, v bistvu zmeraj gledalec mu je bilo bližje en del, ne, recimo moški so bili več navezani na prvi del, ženske več na drugi del, ne, tisti, ki niso spadali na prvo, na drugo, pa so šli na tretji del, ne, tako da vsakdo se je zmeraj odločil, da en del mu je bil najbližji, ne, tako da, ker se mi zdi pač tudi nekako normalno, ne.
Ampak mislim, je bilo zanimivo to potem, recimo po projektah, potem, ko si se pogovarjal z ljudmi, to opazovati. Zdaj pa mogoče se malo sredotočimo na lik Roberta. On v bistvu zelo tako zvesto sledi tem svojim sanjam, pa se mi je nekako pojavilo vprašanje, kje pa so v bistvu meje? Kdaj postane to problem, kot je mogoče v filmu tudi malo prikazano? No? Jaz ne vem, jaz že pač, ker sem odraščal v nekem krščanskem okolju, povezan z vero, mi je zmeraj bila zelo blizu figura Kristusa in po svojem zelo ta figura neke osebe, ki se žrtvuje in je nekako čista in vodi in uspe, ampak obenem po svojem precej trpi in ima težave, tudi razumeti neke stvari. Se mi zdela zelo pomembna in meni je to neka krasen lik, krasna oseba. In tu jaz sem videl v tem Robertu kot tudi neka oseba, ki po svojem je izredno čista, pač išče, ker nekaj verjame in hoče slediti temu, ne. In v bistvu na koncu se mi zdi, da on išče samega sebe. Misli, da išče to figuro Jezusa Kristusa, ampak v bistvu na koncu je on izgubljeni sin, ne, ki na koncu sreča očeta, ki ga je izgubil, ne, in po svojem se lahko spet zbliža. Ne. Tako da z tega vidika sem ustvaril ta lik, ne, ker se mi je zdel in je hotel biti čist. Ne. Ampak včasih ta čistost v tem svetu, ki ga doživimo danes, je sprejeto kot tudi nekaj napačnega, kot mi ga gledamo kot nekaj čudaškega, posebnega, ne, ker včasih ne sprejmemo, da so nekateri mal različni. In ko mi govorimo o različnosti, ponovadi v sedanjem svetu govorimo zmeri o nekaj negativnem, ne, nekaj, kar ni v redu. Ne. Doktor Ženka, še mogoče vi kaj? Ja, mogoče nekaj, kar sem se spomnil ob ogledu tega filma in v bistvu navezavi na sanje. Ne. Zanimivo je, recimo francoski filmski kritik André Bazin pravi, da ni nič dejansko tako determiniranega in cenzuriranega, kot so sanje. Ne. Se pravi, mi si sanje predstavljamo kot nekaj, kar je odprto, kar je svobodno, ampak če sledimo recimo že psihoanalitični interpretaciji, ne, ali pa kakršnikoli pravzaprav, ki sanj ne razume na takšen svoboden način, ne, v bistvu ugotovimo kmalu, da pač to, kar mi mislimo, da so sanje, ne, kar mislimo, da je svoboda, pravzaprav ima zelo hude omejitve. Ne. Tako da v tem smislu seveda on se odloči, ne, se pravi, da bo iskal Kristusa, ampak v bistvu on išče Kristusa skozi neko formo, ne, skozi pisavo, skozi pravzaprav določene vidike, ne kar tako, ne. Se pravi, vedno so neke omejitve, vedno so pravzaprav lahko rečemo neke vrste cenzure, ne, ki ne omogočajo, da bi pravzaprav dosegli neko popolno svobodo, ne, kar si ponavadi pod sanjami predstavljamo. Ne. Tako da to mi je bilo pravzaprav zanimivo, ne, ker potem se to iskanje pravzaprav izkaže kot nekaj zelo problematičnega, ne, za gledalca, recimo. Ne. Zaradi tega, ker pravzaprav na koncu, recimo pri prvem ogledu se je meni zgodilo, da pač sem bil prepričan, da moram pogledati še enkrat, ker ne vem dobro, kaj se je zgodilo. Ne. A pravzaprav obstaja zdaj ta brezdomec ali ne obstaja. Ne. In potem seveda sem šel še enkrat gledati, ne, in pač zdaj sam pri sebi vem, ne, ampak mogoče pa tudi ne vem. Ne. Se pravi, v tem smislu pa je pravzaprav to seveda vsekakor tudi povezano s sanjami. Ne. Če gremo malo naprej, osrednja tema v filmu je bila tudi tako nekako stik z realnostjo, ne, ker oba in Robert in njegova mama sta nekako ujeta v teh svojih v mislih, v svoji realnosti, če lahko temu tako rečemo. Kako v bistvu to vpliva na človeka, pa na njegovo življenje, na splošno odnose ljudi okrog njega? V bistvu lahko povem tako, kot sem jaz ustvaril. V bistvu jaz tudi ta lik
te babice, ne, je v bistvu lik, ki sem neke zametke našel pri svoji teti, ne, ki v bistvu starejša bila in potem je začela zgubljati stik z realnostjo, ne, v bistvu ni več prepoznavala vnuke, v bistvu na koncu je samo mojo mamo še prepoznala, ne, tako da se mi je zdelo zanimivo, kako vidiš neke osebe, ki stalno imaš ob sebi in živiš z njim in naenkrat se ti svet v tvoji glavi spremeni, ne, v bistvu vidiš stvari drugače, ne, in ne živiš več v sedanjosti, živiš v preteklosti, ne, in se mi je zdelo, da potem zanimivo, da po svoje, ko to gledaš, ne, in v tem primeru imaš te druge like, ki gledajo na njo, in potem jih je strah, a bo mlajši sin isto šel, ne, v bistvu isto zgubil stik z realnostjo. Tako tudi nek strah, ki ne veš niti kako se obnašati, ker te to tako preseneti, da se mi zdi, da težko sprejmemo na določene stvari, ne, in tu je nekateri liki znajo sprejeti, nekateri pa sploh ne morejo sprejeti te neke spremembe, ki se zgodijo in so odvisne od različne stvari, ne, bolezni, različno. Doktor Ženko, še vi kaj? V realnosti? Ja, v bistvu film v veliki meri naslavlja to temo, ne. Prej sem že omenil, da pač ne vemo, ali zdaj ta brezdomec obstaja ali ne obstaja, ne. Ampak seveda obstaja, ne, če ne drugače, obstaja v nekem subjektivnem smislu, ne, se pravi za Roberta, ki ga išče, ki mu sledi, ne. Tisto recimo, kar pri ogledu preseneti, so določeni prizori, recimo tam, kjer brezdomec nagovarja trgovko v trgovini, ne, ampak ona ga pravzaprav ne vidi, ne. In potem ugotovimo postopoma, da pravzaprav ga nihče ne vidi, ne. Se pravi, samo Robert ga vidi, ne. Zdaj to pomeni, da ne obstaja, ne. Se pravi, tukaj ne gre toliko za vprašanje, ali obstaja ali ne obstaja, ampak v bistvu gre za vprašanje samega obstoja, ne. Se pravi, kaj pomeni, da nekaj je zame, ne. In da jaz temu sledim, recimo tako kot on sledi zdaj temu potencialnemu Jezusu, ne. Se pravi, tudi če nihče drugi ne vidi mojega cilja, to še vedno je zame zelo pomemben cilj lahko, ne. Tako da v bistvu tukaj gre ne samo za izgubo realnosti v drugem delu, ampak v bistvu to vprašanje naslavlja celoten tretji del, ne. Se pravi, kaj pa je zame realno, ne. Se pravi, zdaj je to nek solipsizem, ne, se pravi, samo zame, ali zdaj je to neka socialna resničnost, ne, se pravi, nekaj, kar si deli določena skupnost. Recimo tudi ta vidik je izpostavljen, recimo tam pri gostilničarju, ne, ki pravi, da pač klošarji pri njih pa seveda niso, ne. Zdaj, to bi lahko razumeli tudi v nekem bolj socialnem smislu, ne, se pravi, mi smo dobra gostilna, ne, se pravi, nimamo opravka z njimi, ne, brezdomci sem ne sodijo. To je pa v bistvu interpretacija na prvo žogo, ne, se pravi, ko sem jaz to prvič gledal, ampak v bistvu ne gre za to, ne, se pravi, gre za to, da nekdo obstaja samo za nekoga, ne. In pa seveda drugi del tudi nastavlja to vprašanje, ne, se pravi, izgube neke realnosti, se pravi, ne samo v smislu izgube spomina, kot je ponavadi prikazana demenca, ampak v bistvu tudi v smislu spremembe osebnosti, ne. Namreč ta babica postaja, lahko bi rekli, zlobna, ne. Razreže, ne, podobo, ne, in tako naprej. Se pravi, te spremembe pomenijo, da pač za nekoga realnost je zdaj nekaj drugega, ne. In težko je zdaj to sprejeti in v bistvu težko je zdaj vzpostaviti ustrezen način komuniciranja, ne. Kar velikokrat je problem s starejšimi ljudmi, ki pravzaprav jih naslavljamo spet, kot da bi bili otroci, ne. Kar verjetno je neustrezno, ne. Ampak skratka, gre za vprašanje neke realnosti, resničnosti, ki ga celoten film pravzaprav to vprašanje naslavlja, ne. Če ostanemo mogoče še malo pri demenci, to pa mogoče bolj vprašanje za vas, Martin. Rekli ste, da ste imeli tudi osebno izkušnjo, ampak a ste si mogoče s čim pomagali, da ste ustvarili tako avtentično zgodbo, res je izgledalo tako zelo, zelo realno vse skupaj? Ste si mogoče kaj z nevrologijo pomagali, na to, da smo bili na tednu možganov? Priznam, da je že toliko nazaj to, da nekaj sem prebral, ampak se ne spomnim niti sam več, koliko sem šel podrobno v to raziskovanje. Toliko podrobno pa se ne spomnim.
Ampak vem, da sem imel kar nekaj knjig, ki sem raziskoval, ampak je pa tudi res, da sem precej šel iz nekih izkušnjih, tako kot sem omenil svojo teto, pa tudi z ljudmi, ki so imeli sorodnike, ki so se, tako da sem pol iskal tudi z tega neke informacije iz prve roke, ki niso bili samo povezani s knjigami, ne, tako da ene stvari pa zgradiš tudi sam, ne, pač se mi zdi, da v enem trenutku, ko pišeš scenarije, moraš neke fakte, nekaj, bom rekel, čist pravilnosti tudi malo se izogniti, ne, in tudi malo ustvariti, kaj bi, če bi, ne, tako da tudi malo fantazijo uporabljati, tako da je neka mešanica, ampak kako pravi, mislim, da če se spomnim dobro, največ so uporabljal te informacije, ki sem našel pri pogovorih z ljudmi, ki so imeli stiko s to boleznijo in podobnimi odnosi, dogodki. Zdaj povedala že nekaj o vseh tematikah, ki so tudi tako aktualen problem današnje družbe, oziroma kateri aspekti filma so vidni v današnji družbi. Lahko še enkrat zadnji stavek, ki nisem slišal. Malo me je prekinila, se mi zdi. Moje vprašanje je v bistvu, če se vam zdi, da so tematike v filmu tudi aktualen problem v današnji družbi, oziroma kateri aspekti filma so vidni v današnji družbi? Po mojem, da bi mogel to presoditi nekdo drug, ki gleda iz zunanje stvari. Jaz sem pač ustvaril te stvari, ki so se mi zdeli meni aktualne takrat, ko sem pisal, in mislim, če tako gledamo, so odnosi v družini in težave v komuniciranju vedno bili aktualni in vedno bojo, in se mi zdi, da v tem ni nekaj, kar je zdaj in ne bo in ni bilo, ne? Tako da so te odnosi. Mogoče je bolj način, kako te stvari predstaviš, po svojem malo različen. Jaz sem si želel te odnose predstaviti na svoj način, tako kot jaz razumem, tako kot jaz vidim, ki je različen od načina, se mi zdi, ki se predstavlja ali se predstavlja v slovenskem filmu, ne. Jaz sem tudi odraščal v Italiji in imam v bistvu v sebi, bom rekel, dve kulturi, ne, ker imam dvojno državljanstvo, v dveh državah sem živel in po svoje še živim, in moji pogledi so zelo odprti in se poskušam po svoje izogibati tem, po svojem nekem klasičnem prikazovanju, nekaj, kar je aktualno zdaj in je treba takoj povedati, ne, pač iščem tematike, ki so meni pomembne, in po svoje ne gledam na to, kaj je v bistvu zdaj, kako bom rekel, modno, ali mislim, kar nekatere se mi zdi, da izrabljajo, ne. Ja, film je bil že posnet kar nekaj časa nazaj, ampak se mi zdi, da so tematike še zdaj zelo aktualne. Doktor Ženko, mogoče vi, iz vašega vidika kot gledalec? Iz mojega vidika kot gledalec, ja, pravzaprav film ni postavljen dejansko v nek čas, ne. Mi recimo o podobnih odnosih med očetom in sinom beremo že pred ne vem koliko tisočletjih na klinopisnih tablicah v Babiloniji, ne. Tako da ti odnosi, ki jih imamo tukaj, dejansko, kot pravi gospod Turk, niso modni, ne, se pravi, so univerzalni. In ni izpostavljeno neko posebno obdobje, se pravi, film bi lahko se odvil v kateremkoli času praktično, ne. Tako da to, da je minilo nekaj let od nastanka tega filma, ne pomeni veliko, ne. Se pravi, pomeni v smislu, da pač zdaj bi imeli vsi maske, ne. Ampak to je pa pravzaprav to, ne. Se pravi, problemi so univerzalni, ne. Problem komuniciranja, problem družine, problem iskanja samega sebe. Tako da v tem smislu je pač film univerzalen in to je neka njegova velika prednost, ne.
pred recimo filmi, ki skušajo biti recimo družbeno kritični, ki se osredotočijo na nek problem, ki ga pa mogoče nihče več potem čez par let ne prepozna, ne. Tako da v tem smislu je to prednost filma, ne. Se pravi, vsakdo na nek način je naslovljen skozi ta film, ne. Mislim, da pri filmih je dostikrat problematično sam aktualnost, v smislu, da se mi zdi, da film res je dober, ko ga lahko čez 30 let gledaš in je še zmeraj aktualen, ne. Včasih se ena tema, ki govori o svetu zdaj, zgleda potem čez 20 let pa se in ni več zanimiv v bistvu film, ne, v bistvu je čas tak, ki v bistvu pove res, koliko je tema in tematike, način, kako film obravnava to tematiko pomembno, ne, tako da jaz rad gledam stare filme in ko vidim te neke teme, da v tolikih letih je še zmeraj močen film, ni izgubil to svojo moč, in se mi zdi dostikrat, da je ta potreba režiserja, da izrabi to temo, ki je zdaj aktualna, meni ni všeč ta način dela in dostikrat pokvari celo atmosfero filma. Evo, naslednje vprašanje, mogoče odnosi v filmu so zelo, zelo realni, ker v bistvu vlogo očeta in sina odigrata Boris in Sebastian Cavazza. Vlogo mame in hčere pa Maša Draganc in Iza Veselko, ki sta tudi v resnici mama in hčerka, ne. Pa mislim, da smo vsi opazili, da je to tudi vplivalo na samo igro. Mogoče me zanima, kot vi kot režiser, kako ste to dojemali, pa mogoče za gospoda Ernesta, če je to tudi tako kot gledalec doživel, če se je opazila ta pristnost. Jaz v bistvu že, ko sem začel pisati zgodbo, sem imel v mislih Borisa in Sebastiana. Mi je pa v enem trenutku, ko sem jih kontaktiral, da prosim, da če berbejo scenarijem, da bi igrali, me naenkrat začelo biti strah, kako bi reagirali, glede na to, da pač Boris je že izgubil 2 sina, ne, in Sebastian pač 2 brata, ne, tako da v bistvu je bilo strah, ali bo oni hoteli in želeli delati zgodbo, kjer v bistvu en sin izgine, ne, ker pač on je imel pač tako življenjsko zgodbo, kjer je res, tam so celo 2 sinova oziroma 2 Sebastianova brata umrla, ne. Tako da in sem bil vesel, ko so bili zelo za in je bilo hecno, je bilo zanimivo potem, da tudi v teku samega snemanja sem jaz veliko izvedel in sta tudi mi govorila o teh odnosih, ki imata in se mi zdi, da tudi ona dva v samem snemanju sta bila zelo odprta in sta po svojem tudi doživel kot neko nadgradnjo njihovega odnosa, ne. Mislim, sta bila vesela, da sta lahko igrali očeta in sina v filmu na tak način, s tako tematiko. Tako da v tem primeru je bilo že na začetku, medtem ko jaz sem potem Mašo Draganc izbral in potem smo imeli neke avdicije in prišla je možnost, da pač bi bila Iza nastopala in se je izkazalo, da je dobra, primerna za film in tudi tu po svoje sta veliko olajšali, ker je bil ta način dela, kjer sta ona bile, mislim, lažje je z tega vidika, ker sta v bistvu igrali, sta doživljali njun odnos, niti igrali, ne, zato se mi zdi, da je potem tako dobro izpadlo, ne, ker pač ta odnos je bil zelo topel in povezan, ker sta res povezani, ne, tako da se mi zdi, da včasih te neke izbire dajo filmu še nek nivoj, nek nivoj, ki nezavedno da filmu nekaj več. Gospod Ženko, kako ste mogoče vi to doživljali? Ja, jaz imam pa, kako bi rekel,
Meni se je pa nekako paradoksno zgodilo to, da je ta podvojitev v nekem smislu me oddaljila od realizma, ne? Zaradi tega, ker sem bil pač pozoren na to, ne? Se pravi, wow, ne? Zdaj pa tukaj oče pa sin, pa v resnici sta oče pa sin, pa v bistvu zdaj to formalni, ne? moment, ne? Se pravi, na katerega sem potem bil pozoren, ne? Ampak na koncu rezultat je bil odličen, ne? Tako da v bistvu me veseli, da je to bilo narejeno na takšen način, da je pač prišlo do takšne izbire, ker pač je to zanimivo, ampak kot rečeno, ni pa prispevalo kar takoj k temu, da bi pač zaradi tega film bil bolj realističen, ampak ravno nasprotno. Še eno vprašanje za režiserja, v bistvu, kako ste mogoče doživljali celotno snemanje filma? A ste si ga mogoče zatem večkrat pogledali? Kako je to pri vas? Moram reči, da je bilo snemanje zelo naporno, zaradi tega, ker vmes se je Sebastian poškodoval in smo mogli mi prekiniti snemanje za 3 tedne, ker si je pač stegensko mišico strgal. Tako da smo v bistvu mi mogli prekiniti pa spet začeti, pa tudi finančno ni bil enostaven film, ker nismo dobili toliko sredstev, kot smo računali, ampak nekako smo pol to tako bom rekel, zvozili. Mislim, da je bilo naporno zame, predvsem zato, ker je bil to moj prvi film in je bil zahteven film, ne. Nekateri si kot prvi film izberejo neko bolj, bom rekel, manjši, manj snemalnih dni. Jaz sem se pa odločil, da če grem, tako, začetna ideja je bila, ok, če bom, mislim, glede na to, da mi filmski režiserji nimamo možnosti delati filme vsake 2 leti, ampak jih delamo vsake 5, 6, 7 let, ne, ponovadi slovenskih filmov na 7 let. Sem rekel, ok, ampak če naredim en film, vsaj naredim enega, ki je tak, kot si ga predstavljam, ki je poseben, ki je različen, ki je tak, kot ga čutim. Bom priznal, nekateri so me čitali, da sem si izbral pretežek film za prvi film, ne. Jaz sem pa naredil to, kar sem mislil, da je prav, da takrat moram narediti. Da ravno takrat, potem, ko sem zaključeval film, sem imel 33 let, no, če te kaj pomeni za te še številke pa simbole pa to. Še vprašanje za konec. Kako si lahko razlagamo konec filma? To mislim, da je tudi zelo zanimiva tematika, pa si lahko vsak malo na drugačen način razlaga, je tudi tako zelo odprto za... Ja, jaz že v štartu, jaz imam rad odprte konce. To je nekaj, kar jaz včasih imam težavo pri ameriških filmih, ko vse do konca povejo, pokažejo, podčrtajo, ne. Meni je pa všeč, da so konci tudi odprti. In še posebej pri tem filmu sem si jaz predstavljal, imamo 3 dele, 4. dela, kako se oni vračajo domov, pa se ga gledalec sam mora predstaviti. Jaz pustim to odprto, jim dam možnost in pokažem vse. In v moji glavi, ko sem pač pisal in potem tudi na koncu zaključil montažo, sem si rekel, evo, konec, pa si ga morajo zaključiti sami gledalci. Tako kot oseba, ki razmišlja, ali je sploh ta brezdomec bil ali ne. Po svoje sem si predstavljal, da morajo oni, mislim, da mora gledalec si misliti, ok, zdaj ta družina bo šla v avto, pa se bo vrnila domov, kako bo se to vrnilo domov, kakšni bodo odnosi, ne. Jaz sem si želel, da ta 4. del si ga sami ustvarijo in sami razmislijo, ne. Tako zelo drastično. To je bila moja odločitev in nisem, v bistvu praktično od začetka sem se odločil, tako bo in sem to zdržal do konca, no. Gospod Ženko, kako ste mogoče vi doživeli konec? Ja, pač konec je odprt, ne. Ni tega, kar imenujemo zapora, da so vse niti skupaj zvezane, ne. Se pravi, nimamo neke sobe, kjer nekdo pojasni, kdo je koga zdaj na koncu, ne. In ravno zaradi tega je pač film veliko bolj zanimiv, kot bi sicer bil, ne. Se pravi, zaradi tega, ker se vzpostavlja ravno to vprašanje, se pravi, kaj se bo zgodilo potem, ne, se pravi, kaj zdaj to pomeni, ne.
ampak tudi seveda film zastavlja vprašanje, kaj se je sploh zgodilo, ne? Se pravi, kaj sploh je resnično, ne? Tako da v tem smislu, pač, da je film odprt, jaz mislim, da je to precejšnja prednost, no? Se pravi, zaradi tega, ker pač večina filmov je takšnih, da na nas ne vplivajo, na nje pozabimo, zaradi tega, ker smo vse rešili, ne? Tukaj pa je ogromno vprašanj, ki jih film zastavlja, vsaj meni jih je, tako da pač sem moral in še enkrat iti gledati in potem sem šel gledati tudi v simboliko, ne? Se pravi, cela vrsta simbolov v tem filmu, že recimo samo v imenih, ne? Imamo dva apostola, ne? Se pravi, imamo Veroniko, ne? Ki je pač, če analiziramo besede, ne? Se pravi, vera latinsko pomeni resnico, eikos pomeni podobo, se pravi, Veronika je edina prava resnična podoba Jezusa, ne? In v bistvu jo na ta način tudi pač se časti, ne? Kar pomeni, da v bistvu je film poln nekih skrivnosti, ne? Se pravi, nekih vprašanj, nekih ugank in to, da je konec odprt, je pravzaprav samo največja med temi ugankami, ne? Mislim, če sam dodam, mislim, meni je, tako bom rekel, največje čast in veselje, ne, da po ogledu mi je nekdo tudi, kar se je zgodilo, ne, tako kot gospodu Ženku, ne, da je nekdo rekel, zelo mi je bil zanimiv film, ga bi rad še enkrat pogledal, ne, in to pomeni, ok, super. Po svoje sem nekaj dosegel, ne, da sem zaintrigiral in neke zametke, nekih idej dal in omogočil, da pač ne, lahko se še razmišlja o filmu, ne, ker mi je všeč to, da film nekaj pusti in omogoča, da še razmišljaš o tem, da ti nekaj ostane, neke slike ostanejo, ki ti ostanejo tudi drug dan in še razmišljaš, ne, in to se mi zdi, da je pomembno za film, literaturo ali karkoli, da pač, da ti ostane, da ti nekaj pusti, ker se mi zdi, da film, moja ideja je, da film mora nekaj pustiti, če se vzamem uro pa pol življenja ene osebe, je pomembno, da mu nekaj pustim, da ne gre gledati to samo iz neke zabave, ampak da ostane nekaj od tega. Super, hvala. Zdaj se pa pojavilo še ene par vprašanj iz publike, tako da jih bom kar prebrala, pa potem lahko odgovorite, kar želite. Prvo je v bistvu, ali ste z igralci imeli kakšne posebne priprave, so vadili skupaj ali so delali vsak zase? Imeli smo precej dolge priprave, so pa imeli eni igralci, so želeli več vaj, več priprav, eni pa manj, ne, bolj je bilo odvisno tudi načina dela, vsak ima svoj način dela, tako da smo pa imeli precej priprav in precej vaj in tako da, ja, je bilo precej tega, ja. Ok, naslednje vprašanje je, komu bi lahko priporočali ogled filma? Imate v mislih tarčno občinstvo? Ni, v bistvu jaz ne razmišljam v tem smislu, da je to namenjeno mladim, starim, pač tisti, ki pripravljamo vložiti uro in pol življenja za gledati nek film, ki bo postavljal več vprašanj in dajal manj odgovorov. Evo, še eno vprašanje, v bistvu, kako bi družinske razmere vplivale na najmlajšega člana družine, hčerko, ali se zaveda, kaj se dogaja? Bom rekel, da takrat nisem še razmišljal toliko o tem, ampak zdaj, ki imam otroke približno toliko stare, se zavedam, da v bistvu so že toliko odrasli, da se zavedajo stvari in jaz sem tudi v bistvu ustvaril ta lik te male punčke, ki se zaveda, kaj obstaja. Tudi v ene trenutke stopi in je na strani babice in ve, kdaj je lahko na strani mame, kdaj je na babice, tako da po svoje takrat nisem od toliko starega otroka, ampak se mi zdi, da je blizu temu, kar v bistvu otrok občuti in se zaveda tega, kaj se dogaja. Gospod Ženko, bi še vi kaj dodali mogoče? Ja, to so bila bolj vprašanja za režiserja, ne? Tako da jaz recimo lahko, kar se tiče vprašanja, komu je namenjen ta film, seveda jasno poudarim, da vsakomur, ne. Tako da celo
bi priporočil ogled tega filma. Ne samo zaradi družinskih odnosov in problemov v komuniciranju in reševanju tega, ampak tudi zaradi tega, ker to, kar je mene recimo mogoče malo presenetilo, film je izjemno filozofski. V smislu, da ravno zastavlja vprašanja. Se pravi, naloga filozofije na nek način je ravno to. Se pravi, identificirati problem, zastaviti vprašanje in potem pustiti, da nekdo drug odgovori na to vprašanje. Se pravi, to je bil Sokratov namen, ki pač videl filozofa kot babico. Babica ne rodi otroka, ampak pomaga, da se otrok rodi. Se pravi, v tem smislu tudi ta film funkcionira. Se pravi, pomaga nam določene stvari razmisliti. Saj ni nujno, da pridemo do končnega odgovora, ampak ne zapre nam vseh poti več. Kar velikokrat se zgodi recimo s hollywoodskim filmom, ki potem pač ostane tam. Ta film gre z nami. In zaradi tega ga je smiselno pogledati, se pravi, vložiti to 1,5 ure, ampak dejansko, koliko vložimo to 1,5 ure, ne bo samo 1,5 ure. To pa je treba tudi dodati. Lahko jaz sam še dodam eno mojo izkušnjo, ko sem imel projekcije okrog, ko sem hodil s filmom. Bil sem na malem festivalu v Franciji, manjše mesto, 10,000 ljudi. In enkrat na leto imel festival evropskega filma in so me povabili, da predstavim film. In v bistvu po projekciji pa v tem malem mestu je praktično cela dvorana, 100 ljudi ostala na pogovoru z mano, ker so želeli vedeti o filmu, so se želeli pogovarjati, tako da smo pol imeli preko 2 ure pogovora s to publiko, ki je bila mlajši, starejši, različne generacije. In je bilo zelo zanimivo, ker so bili radovedni, so uživali, če ne stvari niso že razumeli, in je bilo krasno, v bistvu greš nek x kraj, ampak film funkcionira v smislu, da so ga z veseljem pogledali in so ostali še 2 uri časa se pogovarjati s tabo. Vsi, praktično cela dvorana je ostala. Evo pa še zadnje vprašanje, ki se je pojavilo. Ali je poseben pomen za tem, da ima mati, žena glavnega lika, takšno vlogo, kot jo ima, da je težko paziti na mati moža? Še enkrat? Ali je poseben pomen za tem, da ima mati, torej žena glavnega lika, takšno vlogo, kot jo ima, in da je težko paziti na mati moža? Jaz mislim, da je bolj ta iz tega nekega strahu, ki smo prej se pogovarjali, o tem, da je tu tudi neka bolezen, nek stik, ki ga nisi nikoli zares imel z neko osebo, in zdaj ne bom rekel, da je to težko, ampak jaz sem to gledal kot nekaj, ko stopiš in te je strah, ker ne veš, kako bo se obnašal, če kaj ne bo v redu. Se mi zdi, da je ta strah pred tem, kar ne poznaš. In v bistvu tu ta lik te žene v bistvu je bila zelo malo v stiku s taščo in ni vedela točno, kako se bo obnašala in kako se bo stvari razvile. Tako da mislim, da iz tega strahu, oziroma jaz sem tako videl to, da je ta strah, mislim, ko se mi zdi, da je večkrat ta strah pred tem, kar ne poznaš. Še, gospod Jenko, imate še mogoče vi kaj za dodati tukaj? Ne, v bistvu tisto, kar potem si kot gledalec zastaviš kot vprašanje, je v bistvu pri vsakomur, ampak še najbolj pa pri tem liku, se pravi pri tem liku, ki izgublja stik z resničnostjo, ampak hkrati pa po drugi strani recimo svojega sina, ki je šel v Italijo, zelo dobro še vedno pozna, komunicira. Tako da tisto, kar potem se zastavi kot vprašanje, je, ali je ta lik zdaj zgrajen, se pravi skonstruiran, zaradi tega, da je takšen, ker takšnega potrebuje film in pripoved, ali pravzaprav izhaja iz neke obravnave določene oblike duševne bolezni, ki je zdaj pač sestavljena skupaj in postavljena v film. Se pravi, tukaj sem jaz to videl bolj v tem prvem smislu. Se pravi, ta lik je oblikovan tako, ker služi določenemu namenu znotraj pripovedi. In seveda velikokrat v filmu, pa tudi v literaturi temu je tako. Kar pa po drugi strani je zanimivo, recimo predvsem znotraj polja psihologije,
pa je to, da velikokrat jemljemo določene like iz filmov, zato da pogledamo recimo določene vidike duševnih obolenj, predvsem recimo sociopatijo, psihopatijo in tako naprej. Ne. Ampak vedno je vprašanje, v kolikšni meri lahko zdaj filmu zaupamo. Ne. Tako da jaz vidim ta lik na takšen način. No. Mislim, da kakorkoli tudi kot scenaristi si vsakič poslužujemo z neko svobodo, ne, 100% biti resnični, mislim, da potem delamo dokumentarec, ne delamo več igrani film, ne, ker igrani film je kakorkoli neka konstrukcija nekega scenarija, nekih tokov dramaturgije, ne, in se mi zdi, da pol ene stvari moraš zaobjeti, ne, in potem lahko poveš zgodbo, ki jo hočeš povedati, ne, tako da mi smo tudi čarovniki v tem smislu, da uspemo in probamo, ne. In če funkcionira film, pomeni, da ti je to uspelo, če se pa zruši, pomeni, da si to slabo naredil. Super, hvala obema res, zdaj nam je počasi zmanjkalo časa, tako da bi na tej točki mogoče zaključili. Še enkrat bi se vam zahvalila, da sta sodelovala, da sta podala zanimiva mnenja in izkušnje, tako da hvala. Hvala.